smo nevladna, nepolitična, nepridobitna okoljska organizacija. Naše glavno področje delovanja pa so podnebne spremembe. Najlepša hvala Slovenski filantropiji kot organizatorju festivala, hvala Slovenski kinoteki, da nas danes tukaj gostijo, in hvala tudi vam, dragi gostje, da ostajate z nami na pogovoru. Podjetja morajo odgovarjati za kršitve človekovih pravic in uničevanja okolja. Pogovor organiziramo v okviru projekta Our Food, Our Future, kjer naslavljamo problematiko intenzivnega oziroma industrijskega kmetijstva, tako imenovanega agrobiznisa, ki uničuje naravo in izjemno prispeva k podnebnim spremembam. S pomočjo odvetnikov in politikov korporacije uničujejo naravo, zastrupljajo vodo, zastrupljajo zrak. S pomočjo policije, vojske in zasebnih paravojsk pobijajo ljudi. In vse to za blagor potrošnje v centru svetovne ekonomije in rast dobičkov, ki se jih pogosto niti investirati ne da več in se zato kopičijo v davčnih oazah. Bivši konkvistadori, ki so vse to sprožili in sistem svetovne ekonomije postavili, sedaj iščejo rešitve, kako bi s pravnimi mehanizmi posledice teh dejanj nekako ublažili. Teh dejanj, ravnanj, ki so v dobi interneta vse bolj na očeh in vse bolj kažejo na nevzdržnost, surovost in objestnost tega sistema. Kaj tukaj lahko naredimo mi? Kaj je sploh treba narediti? In kakšna je tu lahko vloga male države, kot je Slovenija? O tem se bom pogovarjala z gostoma, Lano Zdravković in Aljošo Petkom. Lepo prosim, če se mi pridružita na odru. Lana Zdravković je doktorica filozofije, diplomirala pa je iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Je raziskovalka, publicistka, radijska ustvarjalka, politična aktivistka, performerka in soustanoviteljica ter producentka v Zavodu za umetniško produkcijo in raziskovanje Kič. Je sodelavka Mirovnega inštituta, kjer sodeluje pri projektih z področja manjšin, migracij, razvojnega sodelovanja, medijske politike, človekovih pravic in aktivnega političnega delovanja. Hvala, da si danes z nami. Aljoša Petek je okoljski pravnik, sodelavec Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Je aktivni član gibanja Mladi za podnebno pravičnost, vodja priprave in eden od avtorjev Štoparskega vodnika po varstvu okolja ter eden ključnih akterjev referenduma za pitno vodo. Aljoša je eden redkih pravnikov, ki se v Sloveniji poklicno borijo na strani okolja. Aljoša, bom začela kar s tabo. Kakšno je trenutno stanje? Ali podjetja v celotni dobavni verigi odgovarjajo za kršitve kot te, ki smo jih videli v filmu? In pa kakšen strošek predstavljajo človeška življenja in uničena narava v bilancah teh podjetij? Se slišimo. Hvala za vabilo, hvala za tale film in pa seveda za tole relativno nehvaležno vprašanje. Mislim, da si lahko vsi odgovorimo, glede na to, kar smo videli, da še vedno v zelo, zelo velikih primerih, bomo rekli večini primerov, še vedno taka podjetja oziroma tovrstne, predvsem multinacionalke, ne odgovarjajo za svoja dejanja, vsaj dokler jih nekdo na tak ali pa na drugačen način javno ne izpostavi. Se pravi, ta vidik javnosti, ta vidik lokalnih borcev in tako naprej, je pri tem zelo pomemben. Ena stvar, ki se mi je porodila tudi tekom gledanja filma, je mi mogoče mislimo v Sloveniji, da smo eni izmed teh, ki ustvarjamo ta podjetja, pa prispevamo pri vseh teh stvareh, na nek način tudi ja. Po drugi strani se pa tudi pri nas dogajajo recimo stvari, ki morda niso tako takšnega nivoja, hude ali pa težke ali pa kakorkoli, ampak se vseeno relativno podobne stvari še vseeno dogajajo tudi pri nas, tako da ko govorimo o nekih razvitih družbah in kam se mi in drugi umeščamo in uvrščamo in tako naprej, še vseeno treba razumeti, da smo, bom rekel, nismo tako daleč od tega. In ko govorimo potem o nekih stroških, posledic dejanj tovrstnih podjetij in korporacij, seveda v bilancah je to vse, bom rekel, neprikazano.
Se pravi, okoljski stroški, tudi zdravstveni stroški, tudi v okolici kakšnih podjetij, ki jih imamo tukaj v Sloveniji, a ne v bilanci teh podjetij nikoli ne pridejo. Razen, če imamo potem tako ali pa drugačen nek upor, ki se zgodi, imamo tudi v Sloveniji uspešne primere, mogoče več o tem še kaj kasneje, ampak ko se en tak upor uspešen zgodi, se pa potem te stroški, bom rekel, obrnejo na absoluten maksimum, oziroma na obstoj podjetja, tako da. Lana, v filmu smo videli začetke te zakonodaje evropske o skrbnem pregledu. Malo provokativno vprašanje, ampak a se pri iskanju rešitev lahko zanesemo na pravne rešitve držav, ki najbolj profitirajo od tega izkoriščenja in ki so postavile mednarodni red, ki vse to omogoča? Živijo tudi iz moje strani, bi se strinjala z Aljošo, da je zelo nehvaležno v bistvu zdaj sedeti tukaj pa biti pameten po v bistvu filmu, kar smo videli, nek konkreten boj nekih zelo pogumnih ljudi, ki dejansko, tukaj se z Aljošo popolnoma strinjam, edini lahko neko spremembo naredi. Zato ker, in zdaj prihajam k temu vprašanju, se mi zdi, da stvar ni samo neka deviacija znotraj sistema, ki jo je treba, če smo le pač dovolj dosledni, pač skozi neko pravico doseči, oziroma kaznovati, kot včasih to mogoče zgleda, pač grde multinacionalke, ki jih bomo prej ali slej z obiski v Bruslju ali pa z vztrajnim pravnim bojem pač privedli k pravici, Stvar gre točno v to smer, ki nakazuje tudi tvoje vprašanje, in sicer, da sam pa živimo v tem globaliziranemu kapitalizmu, ki je v bistvu obstaja ravno zato, da je situacija takšna. Skratka, sistem ne bi mogel funkcionirati, če ravno ne bi obstajala cela področja tega sveta, ki služijo brutalnemu izkoriščanju za to, da pač mi imamo neko rast. Da imamo točno to iluzijo izobilja, in dejansko v bistvu nek privilegij, ki ga 2/3 ljudi tega sveta nima. Mi se moramo zavedati, da smo pač mi en manjši del prebivalstva, ki v bistvu živi dobro, relativno dobro, zato ker večina ljudi pač ne živi. In zdaj pač ta pogoj globaliziranega kapitalizma se za moje pojme da rešiti samo političnim bojem. Pravni boj je nekaj, mi smo videli tudi v filmu, pač, kaj je ena protagonistka izgovorila, pač, da je pravica vedno na strani moči. Pravna država je zelo pomembna, ampak je pravna država vedno del nekega dominantnega sistema, ki ima tudi svoje interese in vedno ščiti močnejšega. In se premiki dogajajo takrat, ko se tisti, ki so v bistvu najbolj ogroženi, organizirajo onkraj kakršnega koli prava, in v bistvu zahtevajo pač neke svoje pravice. In potem se v bistvu sistem je prisiljen, da se spreminja. S čim se pa mi soočamo v bistvu v tej prevladi globaliziranega kapitalizma, ki v bistvu njegov pogoj je izkoriščanje. Skratka, da se razumemo, to ni neka deviacija, to je osnovni model modus operandi. Soočamo se z enim procesom razdržavljanja. Skratka, države več niso, kako bi rekla, neki sistemi, ki se jim nekaj dogaja, pa one to ne vejo, pa jih je treba na to opozoriti. V bistvu ta proces je privedel do ene totalnega uničevanja vseh socialnih transferjev države in države počasi postajajo že samo upravljavke, v bistvu na nek način omogočajo pravno podlago za funkcioniranje multinacionalk. Skratka, izgubljajo to socialno moč in obstajajo še samo zato, da pač upravljajo in na nek način dajo legitimiteto sploh obstoju vseh teh multinacionalk in včasih res smešno izpade, ko že 100-tič gledamo, kako so vse te bruseljski uradniki zaskrbljeni in presenečeni na neko situacijo, ki je že vsakemu počasi jasna. In pač te hipokriziji, za moje pojme, se lahko pač stane na pot edino z organiziranim političnim bojem, ki smo ga videli tudi v filmu. Ja, vsekakor, zakonodaja pa nastaja, na evropski ravni se začenja, dobili jo bomo. Aljoša, kako bi ta zakonodaja morala biti zasnovana, da bo učinkovita, saj za tiste, ki iščejo pravice na sodiščih, tako kot smo videli v filmu, recimo, kot Maksima.
in pa ali po drugi strani, kako bi morala biti zasnovana, da do teh kršitev sploh ne bi prišlo, če je to sploh realno. Zdaj zelo dober point je, kakršenkoli predpis si lahko napišemo, na ravni Evropske unije, na ravni držav. Eno je, ali ga bomo sploh upoštevali, če je predpis pravzaprav dober. Videli smo, da tudi mednarodne konvencije države redno kršijo. Tudi, rečemo, Pariški sporazum v Sloveniji zavestno kršimo še kar naprej, če gremo malo na podnebje, ampak kakorkoli, so še tudi druge konvencije. Se pravi, lahko pride do situacije, da bomo sprejeli super uredbo ali pa direktivo, torej mislim, da bo direktiva, Evropske unije, ki bo določila vse super in vse fantastično, omogočala tem in drugim in tako naprej, ampak se v praksi iz tega ne bo kaj dosti zgodilo. V Evropski uniji je mogoče to težje, recimo kot v kje druge, ampak vseeno lahko do tega pridemo. Lahko pa pridemo tudi do predpisa, ki bo na tak način upošteval interese, ki so v zadju oziroma ki bi od tega največ zgubili, da bomo na koncu dobili relativno prazen predpis. In kar se mene kot pravnika tiče, so tukaj seveda učinkovita pravna sredstva. Se pravi, kdo bi taka pravna sredstva zoper taka podjetja lahko sprožil. Tukaj ne govorimo seveda spet o okolju, ki je omejeno na Evropsko unijo. In to se je zelo potrebno zavedati. Se pravi, je treba ljudem, ki so pod vplivom teh korporacij, teh podjetij in tako naprej, je treba omogočiti nek pravni interes oziroma je dati tam pravni interes, da lahko v teh postopkih nastopajo. Če tega, bom rekel, pravice oziroma interesa ne bo in bo vedno moral biti nekdo drug, ki bo zastopal in zagovarjal in tako naprej, ne govorimo zdaj o pravnem zastopništvu, ampak o tem, kdo lahko kot stranka nastopi na sodiščih, potem kaj dosti pravzaprav ne bomo dosegli, ker težko bomo pričakovali kljub zavedanju nas, nekaterih, kaj se nekje druge dogaja, pa da bi priskočili na pomoč in tako naprej, ampak mislim, da vsem tukaj mora biti tudi vrednostno, mora biti dana moč ljudem, ki trpijo zaradi teh podjetij, da sprožijo ta sredstva. Se pravi, zelo pomembno pri vsem, tako v Sloveniji na področju okolja, kot po celem svetu, na področju okolja, človekovih pravic in tako naprej, je pa mehanizem nadzora. Če mehanizem nadzora ni dober, potem lahko pravzaprav kdorkoli počne še naprej, karkoli želi. Tako kot imamo pri nas neučinkovito inšpekcijo, se zdaj lahko samo vprašamo, kdo pa nadzira multinacionalke, bazirane v Evropi ali pa v Ameriki, ki je zdaj ta organ oziroma neki inšpektor ali oseba pristojna, ki bo pa tam nadzirala njihovo delovanje. Tako da to je tudi eno vprašanje, ki ga je zelo pomembno nasloviti v takih predpisih. Lana, v filmu je govor o podjetjih, ki izkoriščajo naravne vire brez ozira na pravice lokalnih prebivalcev, kot o modernih konkvistadorjih, modernih osvajalcih. V kapitalizmu se dobiček ustvarja z izkoriščanjem dela ljudi in okolja, in v globalnem kapitalizmu se najbolj surovo izkoriščanje ljudi in okolja za kovanje dobičkov centralnih držav svetovne ekonomije dogaja ravno v državah globalnega juga. Koliko časa lahko še s tem delujemo? Kako na to vi gledate oziroma koliko časa še lahko traja ta iluzija izobilja? Jaz sem se ravno zadnje leto dni ukvarjala z enim tekstom, ki ima za temo vprašanje konca. In sem v bistvu bila v tem področju konca zgodovine in filozofije zgodovine in je cela ta linija filozofska, ki govori o koncu in da je, in seveda potem gre v politično teologijo logično, ampak vključujoč, ne vem, Malenko Zupančič, Slavoja Žižka, ki govori o tem, da smo prišli do ene točke, ker ni več poti nazaj. In da v bistvu do te točke smo prišli ravno zato, ker kapitalizem kot produkcijski način pač temelji na uničenju. In to, mislim, po eni strani je ta ideja nenehne rasti, ki je dejansko samomorilska na nek način. Nenehna rast ne more biti trajnostna. Pač prej ali slej se mora končati. In smo točno na tej točki, sedaj, ko je niti ne več, da je še preomenjal že podnebje, niti ni več 5 do 12, jih je tako 12 pa 15
Ne? In smo mi na neki točki, ki v bistvu težko zavrtiš čas nazaj. Je bilo treba ukrepati že zdavnaj in pač ene stvari, kot je okolje, kot je narava, ne, se ne da regenerirati, se ne da povrniti in je v bistvu zelo, mislim, je ena splošna dezorientacija okrog tega, kako sploh ukrepati, ko je situacija v bistvu skoraj da že nerešljiva. In zato še enkrat poudarjam, pred kratkim je bil film na TV Slovenija, ki je bil posnet po knjigi od Janisa Varoufakisa. Ne vem, če kdo gledal, jaz sem ga slučajno na RTV Slovenija ujela in je v bistvu govoril o temu, kako je prva vlada v Grčiji, v bistvu Siriza, ki je prišla na oblast, ki je bil finančni minister in v bistvu, ko se je začel pogajati za reprogramiranje grškega dolga takrat z nemškimi upniki in bankami. In je v bistvu zelo dobro pokazal v bistvu to ozadje, kako kljub temu, da vidimo, da v bistvu ta sistem je nevzdržan, ne funkcionira, ni dober za ljudi, ni dober za okolje, dober za 1% prebivalstva. Ne? V bistvu se še vedno vzdržuje in v teh zakulisjih birokratske elite, v bistvu, ki o vsem odloča, še vedno je pač neka iluzija, ampak iluzija, da ta svet še vedno lahko obstane na ta način. Ne? In zato se mi zdi, da so v bistvu zelo, in kaj se je zgodilo v bistvu, on je kot Varoufakis poskušal z neko drugo metodo in so ga do te mere izseljevali in diskreditirali, da je v bistvu na koncu, kot vemo, odstopil in je v bistvu Grčija podpisala vse, kar je bilo potrebno podpisati. Ampak takrat je že Alain Badiou, francoski filozof, že takrat napisal tekst, da je Grčija v bistvu samo laboratorij tega, kar se ima zgoditi v bistvu celi Evropi. In mi v bistvu točno gledamo ta scenarij, ki se sedaj širi vse posod. Mi zaenkrat, še enkrat poudarjam, mi smo z vsemi svojimi problemi, ki jih imamo, še vedno zelo privilegirani in še vedno v bistvu poberemo najboljše od tega sveta, ki se pretvarja v tisto, kar smo videli na filmu. Ampak, se pravim, to je neki proces, kamu ni konca. Ta proces pride tudi k nam. In takrat bo, kako bi rekla, malo nerodna situacija. Aljoša, kaj se lahko naučimo od Maksime, od Berte, od Karoline? Je kakšen podoben primer tudi pri nas? Meni pride na pamet Magna Steyr. Takrat smo bile nevladne organizacije pod, lahko rečem, kar neznosnim pritiskom kapitala, politike, pa tudi javnosti, za investicijo, ki je nasedla zgolj nekaj let potem, ko je država celo poseben zakon za njo sprejel. Je definitivno, mislim, da imajo te osebe vpliv na številne ljudi po celem svetu, tudi na nas danes, ko smo tole gledali, to se dotakne duše oziroma pač vrednot, ki človek nosi s sabo. Ampak, če lahko izvlečem iz tega ven, kaj je najbolj pomembno, v bistvu človek bo moral vztrajati do konca. Ti ljudje morajo vztrajati do konca brezkompromisno. Mislim, morajo. To je njihov obstoj. Se pravi, nimajo pravzaprav nobene izbire. Ne? In ta vztrajnost, bom rekel, je pa pod napadom, a ne nekoga, ki ima pa neomejene, pravzaprav res neomejene resurse, v tem svetu, kopičenja bogatstva pri nekaterih. Kaj se lahko naučimo, je skupnost je treba vedno ustvarjati okrog kakršnega koli lokalnega problema, vedno se je treba povezati z čim več ljudmi, vedno je treba problem narediti javen, vedno je treba tudi zelo jasno, bom rekel, in zelo dobro sporočati informacije. In še ena stvar mogoče, vedno je treba, tukaj so se podjetja izpostavljala, evropska in druga, vedno je treba nasloviti tudi posameznike, fizične osebe, ki stojijo za temi podjetji in ki te politike, bom rekel, dopuščajo. Mi imamo, bom rekel, v Sloveniji so te ljudje tudi obstajajo, a ne? Imamo več primerov. Mogoče primer Magne je zelo nazoren z vidika, kako zelo transparentno se je pravzaprav rušilo, okoljsko zakonodajo, vse stvari s tem sprejemom, novega zakona, ki je omogočil pravzaprav čisto vse, kar si je investitor želel.
Uničile so se pač rodovitne površine, umaknili se je kmete z teh področij in tako naprej. Zdaj smo videli, kaj se je s podjetjem zgodilo, ne bomo več zgubljali časa glede tega, ampak vidimo, da nek interes lahko, bom rekel, politiko, ne ljudi, ki smo jih mi izvolili. Recimo, jaz sem bil eden izmed tistih, ki je zelo naivno očitno volil tudi politiko, ki je te procese vodila. In vidimo potem, kako lahko so ti ljudje, ne vem, prepričani, da ne bomo rekli, kaj vse drugega je tukaj odzadej, da sprejmejo potem tak predpis. Pri tem pa, ne vem, vodja, potem podjetij, korporacij in tako naprej, v Sloveniji tudi, se pa potem sprenevedajo. Zelo zgovoren je bil tisti video kratek, kjer se je pokazal potem direktorja oziroma pač vodja tega podjetja, kako je rekel, da v ničemer nič ne ve. To ni popolnoma nikoli. Res, še za noben primer nisem slišal, ker bi se izkazala, da potem pa vodstvo podjetja pa res tudi ni nič vedelo. Tako da, če mislimo mi, da se evropska podjetja ne zavedajo posledic, ki jih povzročajo druge, se pač, mislim, je to zelo naiven pristop do tega. Zelo dobro vejo, pa imamo primere tobačne industrije, kako so se dobro zavedali, kaj počnejo ljudje, pa imamo primere fosilne industrije, kako so se dobro zavedali. Vse te stvari pridejo nažalost pač naknadno, ampak vsa ta podjetja zelo dobro vejo, kaj počnejo. Tako da izpostavljanje njih in oseb, ki so v teh podjetjih, za neko množično skupnostno pač civilno gibanje je treba ustvariti v teh primerih. To je nekaj, kar se pač lahko naučimo od teh posameznic. Konflikt med dobičkom na eni strani in ljudmi in okoljem na drugi strani odraža pri nas. In kakšni so pritiski, kakšna je vloga države in še enkrat, kakšne možnosti imajo aktivisti, si do določene mere si že odgovoril, če bi mogoče še kaj dodal oziroma če bi mogoče Lana še kaj dodala na to temo. V bistvu bi se samo lahko strinjala. Mislim, da so to, glede na to, da gre za neko globalno ideologijo, ki deluje globalno. Skratka, v vsaki državi se samo lokalno ali pa nacionalno odraža v nekih specifikah, ampak gre za isti mehanizem delovanja. Kot vemo, v bistvu od konca 80-ih let prejšnjega stoletja je kapitalizem postal dominantna ideologija in so vse druge ideologije, ki so mu oporekale in ki so ga kritizirale, bile razglašene za anahrone, zblojene, da ne rečem, da so bile tudi kriminalizirane oziroma tudi obsojene kot neke totalitarne in antidemokratične. Tako da, tako kot je Aljoša rekel, bi se strinjala, pač v Sloveniji tudi imamo pač odraze, Slovenija kot polperiferna država v bistvu doživlja podobne globalne procese, ampak kdaj se edino nekaj spremeni? Takrat, ko se ljudje, ki so neposredno ogroženi z določenim ukrepom, z določeno situacijo, ko se organizirajo, in ko kolektivno se temu uprejo. Onkraj v bistvu kakršnega koli zakona. Na kakšen zakon se lahko tale Maksima sklicuje, če ona po zakonu sploh nima pravnega interesa in če ona nima, jaz ne vem, kdo pol ima pravni interes, kot ona, ki je neposredno ogrožena od strani podjetja, ki vhodi na njeno zemljo, v njen dom, jo snema s kamerami, skratka, ona po zakonu nima pravnega interesa, da bi tožila podjetje. O čem se mi sploh lahko pogovarjamo? Skratka, upor je možen in političan, takrat, ko je onkraj kakršnih koli pravil, ker ta pravila niso pravična. Skratka, kolektiven upor za nekatere pravice, določene skupine ljudi, ki se jih potem seveda hopefully pač podpre tudi strani drugih ljudi, drugega gibanja, drugega prebivalstva, ki je solidarno, zato, ker prejaslej bo tudi nekdo drugi na vrsti. Skratka, solidarnost v bistvu za voljo nekih ogroženih skupin nam lahko tudi pomaga, da neko globalno pravičnost lahko probamo na novo izumiti. Ja, jaz se z vsem tem strinjam, dodal bi mogoče še malo slovenskega konteksta.
vsem je fajn, pa ne želim to omejevati na državo, niti približena ta problem, ampak vsem se moramo zavedati, da imamo mi probleme, ki so zelo podobni. Rad bi izpostavil mogoče kar konkretno problem Anhovega, kjer podjetje, ki je ustvarjalo, spet imamo stik z nekim podjetjem, ki se je zavedalo. Se pravi, azbest se je začelo prepovedovati že v začetku prejšnjega stoletja. V Sloveniji smo ga prepovedali glih pred letom 2000. Se pravi, zelo dobro je podjetje vedelo, kaj se dogaja. In zdaj imamo danes, bom rekel, pa po vseh teh prizadevanjih, po vseh stvarih, ki so se zgodile, po izpostavljanju lokalcev, ki jim je bilo pogosto v veliko v škodo. Pa smo prišli do neke situacije, ki se potem, bom rekel, podjetje zdaj zašilo, tako kot se bodo ta podjetja in tako kot se te banke zdaj, kar se pravzaprav dogaja, da postajajo zelene, uradno postajajo zelene, trajnostne, trudijo se financirati takšne in drugačne projekte, postati ogljično nevtralne, recimo podjetje Salonit Anhovo računa, da bo postavilo prvi pilotni projekt Carbon Capture Technology na svojem dimniku. Govori o tem, da bo postala ogljično nevtralna cementarna, prva v Evropi, ne vem, če je to na svetu ali kakorkoli je že pač to možno. Po drugi strani pa je ravno vložila vlogo za 100% oziroma še več povečanje sosežiga odpadkov, ki pa vemo, da povzroča toksine, sprošča nevarne snovi v okolje. Ok, CO2 res ne bo več, bodo pa vse druge strupene snovi, ki pridejo iz vseh odpadkov, ki jih imamo, tudi pač iz plastike, gum in podobnih stvari, ki se bodo tam kurile. Tako da, ko govorimo o nekih takih, bom rekel, prizadevanjih, potem se je treba res zavedati, da je treba javnost potem vse sproti ozaveščati, da je treba te stvari, bom rekel, ne promovirati, ampak ljudem res povedati, da se dogajajo pri nas, da se nam dogajajo pred pragom. In seveda tak film, kjer vidimo potem še vse te posledice, ki so lahko še bistveno hujše, drugod. To je treba do ljudi pripeljati, več ljudi, probati zbrati na predstavitvah takih filmov in podobnih dogodkov in potem tudi, bom rekel, graditi na tem civilnem gibanju. Tukaj se pa treba še ene stvari zavedati. Tako civilno gibanje, vse skozi potrebuje podporo. To so ljudje, ki delajo stvari prostovoljno, v nasprotju z ljudmi, ki so plačani zelo veliko denarja, da si prizadevajo za drugo. In take stvari bi bilo treba, če so države, recimo resne, če so iskrene pri svojih načrtih, kakorkoli je take stvari treba podpreti. Mislim, da nimamo primera večjega, kjer bi neke države tovrstna civilno-družbena gibanja podpirala. Se pravi, smo še vedno v nekem okolju in svetu, kjer se delamo zelo naivne oziroma lepo govorimo in delamo druge stvari in tega se je treba zavedati. Če se vsi tega zavedamo, bomo tudi drugače pristopili do problemov. Prejšnja vlada, predprejšnja vlada, ta vlada. Meni osebno je popolnoma vseeno, katera vlada je, jaz vidim samo, kakšne ukrepe sprejema. Se pravi, bom pri tem zaključil. No, pa prav konkretno v Anhovem govoriš, že prej si rekel, da pač pomembna ta civilna iniciativa, vse to. In v Anhovem je močna civilna iniciativa. Tudi zakonodajni predlogi se dogaja, ampak še vedno se dogaja, so se že mislim. Da, iniciativa je, bom rekel, zelo močna. Jaz imam izkušnje z velikimi iniciativami po Sloveniji, in vedno prvi korak je, vsem povem, najprej se boste mogli vi potruditi, jaz pa bom prispeval, kakor bom lahko. Se pravi, vedno je ta pristop, lokalci se morajo dvigniti, poskrbeti za tiste svoje prve korake in potem pristopi pač širša skupnost, ki tudi vidi, da so resni. V Anhovem so izjemno organizirani, opravljajo meritve, opravljajo analize, najemajo že pravzaprav strokovnjake, ki jim povejo, kaj vse te meritve in analize pomenijo, tako da gre za res močno gibanje oziroma inicijativo. Potem pa imamo skozi leta pravzaprav takšne in drugačne politike, ki to vrstno delovanje podjetja pa še naprej podpirajo. In jaz še nisem videl, da bi se kaj bistveno spremenilo, s katerokoli vlada do sedaj. In zdaj je v parlamentu zakon, ki ne rešuje v celoti problema, ampak ga pa izboljšuje za lokalne prebivalce. Bizaren primer, ki prikazuje, kako je cementarna, recimo cementna industrija v Evropski uniji močna. Se pravi, ena navadna sežigalnica smeti lahko izpušča po toliko in toliko količine nekih pač strupenih snovi v okolje. So sežigalnice snovi,
sosežigalnice smeti, ki so pa, bom rekel, tudi tradicionalno cementarne, a ne, pa lahko po 5-krat, 6-krat ali še večkrat, a ne, spuščajo več teh snovi v okolje, zato, ker je ta lobby cementni, a ne, na ravni Evropske unije uspel, da so te mejne vrednosti določene na tako različen način. Tako da v Sloveniji, to tudi vse posod podarjam, evropsko pravo je minimum, mi lahko gremo vse reče z evropsko pravo, vedno smo lahko boljši in tukaj se zdaj prizadevamo točno za to, da se te mejne vrednosti izenačijo in bomo videli, kako bodo poslanke in poslanci glasovali v državnem zboru. Hvala. A ima še kdo iz občinstva kakšno vprašanje? Bi bili zelo veseli. Mogoče zanima to, v bistvu primerjava, pa verjetno poznaš tudi, zakaj pa je proti Lafargeu pa Zasavje bilo uspešno, v bistvu, kaj je bila pa glavna fora tam, mogoče to, da so dejansko ljudje bolj organizirano pa bolj aktivistično pristopili, ali ne vem zakaj, mogoče, mislim, če ti veš. Mislim, da stopnja angažmaja je popolnoma ista in isto kakovostna, tako da kle sploh ne bi delal razlik. Tam je bila en izjemno, bom rekel, zanimiv pravni hakelc, kjer je ena oseba imela dejansko določeno površino svoje zemlje na vplivnem območju cementarne. Ne. Se pravi, vplivna območja v Sloveniji so pa bila tradicionalno določena na način, da se končajo, ne, se pravi, izpusti in vse to vpliva samo na zemljišče pravzaprav same tovarne. Ne. Se pravi, tam, ko je ograja postavljena, tam je konec. Tukaj je bila pa sreča, da je imel Uroš Macerl, je imel pač zemljo, tisti nek kvadraten meter, je imel slučajno tam noter in je pravna stvar pač uspela. Tako da govorimo o nekih, govorimo o res pravni sreči, no, bom rekel, z tega vidika. V Salonitu so se pa mislim, da marsikaj iz tega naučili, tako bom rekel. Zasebna lastnina je pomembna. Včasih ne. Še kakšno vprašanje? No, če ni drugega, bi jaz to vprašal. Recimo, če se reče, da se bo neko mesto kot Ljubljana razogličilo do, se ni važno kdaj, nima pomena o nekih letnicah govoričev. Kaj to sploh pomeni? Jaz kot naravoslovec tega ne razumem. Ta film je neko firmo navedel, da so CO2 emisije pokrite z nekim čirečarem. Jaz kot naravoslovec tega ne razumem. A vi to razumete bolj kot družboslovci? Se pravi, mi zasledujemo ogljično nevtralnost, ne, zdaj podnebno, takšno in drugačno. To govori, da mi še vedno lahko takšne določene količine, ne, izpustov CO2 izpustimo v okolje, če ga potem tudi tako ali pa drugače posrkamo nazaj. To je pa funkcija potem gozdov, pa funkcija teh tehnologij, ki se zdaj naj bi razvile, a ne v smislu ujemanja oziroma, ne vem kako je v slovenščini izraz, ker ga cel čas v angleščini, tega carbon capture technology. Ja, ne, se pravi. A vi to verjamete? Jaz ne moram verjeti. Nikakor ne. Verjeti ali ne, mislim... To je blef. Boljše kot nič, ampak... Jaz bom tako rekel, nek cilj moramo imeti, mogoče cilj ni najboljši, ne, ampak je nekaj več od tega, kar smo imeli prej. Na koncu bo pač isto nategancija, ne? Zato smo pa tukaj mi, ne, civilna družba, da te nategancije, pravniki, lahko tudi pravniki, da te nategancije, da bdimo na tem, da informacije pravzaprav sami poiščemo, ne, če jih je treba te izračunati tako drugače. Tega se vsi zavedamo. Jaz se ne upam vprašati svojih bivših kolegov na Kemijskem inštitutu. Vas se upam vprašati. Oni bi me tako nalegali. Po moje ne skrbite, kaj konc sveta bo itak kmalu pa... To odpira tudi debato, kar je bilo prej povedano, pa tudi na filmu, da je PR potem samih multinacionalk tok spet usmerjen kontra, da ti da vedeti oziroma misliti oziroma slutiti, ko vse pa oni se tudi borijo potem za zeleno in
pridobivajo si razne certifikate, ki jih smo videli, lahko tudi kupiš oziroma dobiš na tak ali drugačen način in tle je potem problem. Ampak kdo razogličen je resno se zajemlje, pa sem mislil, da to ni čisto nak cesar. Ampak je, ne? En del tega je, tako kot je Roša omenil, velik del pa za tistega, ki se mi najbolj borimo, je pač povečevanje oziroma ohranjanje ponorov. Ne? Pač gost, mokrišča. Pogozdovanje je strašno malo. Ne, pogozdovanje. Predvsem ohranjanje tistega, kar imamo. Obsadili, ne, je to, rekli so, ne, pač rekli so. Ja. Mislim, to je tako, ne. No, pač sprašujem se, ne, bi spraševal, ne. Jaz bi mogel videti odgovore, ne. Pa jih ne vem, ne. Ampak neke institucije se tako resno tolerirajo. Da, zdaj jaz bi mogoče samo še čisto na kratko, ne. Se pravi, podjetja, ki so upravljala za fosilnimi gorivi, ne, se pravi, vsi že vemo, kakšno kampanjo so se šle, ne, glede te individualne odgovornosti. Ne. Zelo veliko podjetij, potem dajte si izračunati svoj ogljični odtis. Ne. Dajte sami, recimo to ločevanje odpadkov. Ne želim napadati področji, ampak morate ločevati odpadke. Ne kupujte takih stvari, če si res želite, ne, da bo svet boljši. Ne kadite, whatever. Vse te stvari. Mislim, da je res čas za eno to tranzicijo, ne, v miselnosti pač ljudi. Mislim, da je čas, da tiste, ki so bili zgodovinsko odgovorni, ne, da jih tudi pač postavimo tako ali pa drugače na tapeto, PR-ovsko ali pa pač drugače. In mislim, da tukaj leži, bom rekel, izvor tega problema, ki ga tudi vi želite nasloviti, ne. Kdo so vsi ti ljudje, ki so pravzaprav odgovorni za to in so odgovorni tudi za načrtovanje, kako se potem s temi problemi, kako se te probleme naslavlja in potem rešuje, ne. In v tem kontekstu drugače, mislim, jaz sem sam sabo moram reči, jaz sem pomiren, jaz nekaj počnem, nekaj občutek imam, da nekaj prispevam. Tako, ja, po nek način je. Lahko rečem celo, da je to egoističen pristop, a ne? Nekaj počnem, kar se mi zdi, da je v redu za širšo skupnost in družbo, a ne? In na ta način sem pomiren v smislu, pa kar bo, pa bo, a ne? Pa probamo pač vsak pri sebi v svoji skupnosti, v svojem okolju pač narediti, kar lahko in seveda upamo, a ne, na najboljši rezultat, če pa tega ne bo, pa ne bo. Zemlja bo se lepo vrtila naprej, ljudje se bomo pa mogoče kaj z tega naučili, ali pa nas ne bo več. Lahko se kaj naučimo. To je v bistvu zelo lep zaključek. Zemlja ziher bo, če nas pa ne bo, to pa ne vem. To je pa na nas. Skoraj gotovo nas ne bo. Skoraj gotovo. To je pa vsem nas. Mislim, nas vsekakor ne bo, ampak mogoče tudi drugi.